Pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o sodobnem plesu. Kulturno-umetniško društvo Erato namreč deluje že 20 let. Z idejno vodjo in predsednico društva Vesno Stojnič-Pinter bomo govorili danes. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. KUD Erato 20 let praznujete letos. Kakšni so bili pravzaprav začetki, če pogledava 20 let nazaj? Ste bili v bistvu prvi, ki ste na področju Slovenske Istre se tako bolj profesionalno, vsaj v društvu, ukvarjali s sodobnim plesom? Ja, 20 let res skoraj da ne morem verjeti, da je 20 let od tega, odkar smo osnovali to društvo. Drugače pa ne bi rekla, da smo prvi, definitivno ne. Zgodovina sodobnega plesa je kar dolgo prej, se pravi, lahko govorimo o letih 50 v prejšnjega stoletja, ko sta zakonca Stanislav Hiti pa Vuka Kumar Hiti. To sta bila pač dva Koprčana, ki sta osnovala baletno šolo v Kopru in sta dejansko na obali prva začela razvijati sodobni ples. Od tu dalje so se potem razvijale nove generacije, ki so potem gojile to zvrst. Med drugim tudi jaz sem zrasla v eni od takih skupini, ki je plesni studio Live v Izoli. No, mentorica tega studija, prav tako učenka iz te linije Hitijevih. Tako da smo pol mi, oziroma jaz, nadaljevala pot, enkrat, ko smo potem prestopili z Laja in osnovali svoje društvo, to je bilo tam nekje po mojem 20. letu. Tako da peljamo naprej, razvijamo ta sodobni ples še dan danes na obali. Kaj pa potem pripeljalo do ustanovitve novega društva? Takrat je kot mladina, kot otroci, ko smo pač bili v Laju, potem, ko dosežeš neko določeno starost, kot je 20, dajmo reči približno, potem začutiš nekako tisto potrebo, da želiš tudi sam nekaj kreirati, da mogoče je ura, ko moraš iti od doma, ne? In takrat smo bili trije, skupaj z Tomažem Simatovičem pa Patricijo Sosič. Smo imeli v glavi en projekt, da že spisanega, vizualiziranega, kako bi to izgledalo, in takrat smo začutili, da je mogoče moment, da stopimo na svoje, in smo potem naredili prvi projekt samostojno. Skladno s tem je pa tudi to bil čas, ko smo takrat z Sinišo Bukinac pa Ingrid Radman smo dobili idejo, da bi začeli organizirati plesni kampus. Do takrat je večinoma, to so pač te delavnice, ki so se dogajale poleti tudi, drugače vsakem letnem času, ampak recimo najbolj poleti smo pogrešali na obali, da bi to organizirali, ker drugače je bilo Ljubljana, Maribor, ne. In ravno zaradi tega, da takrat bi se mogoče združilo to koristno s prijetnim, ne, smo rekli, da jim organizirati plesni kampus. In takrat za potrebe organizacije smo pač bili primorani osnovati to društvo. Tako da nekako je bilo, so se te dve zadeve združile in tako je štartalo. Kaj pa bil ta prvi projekt, za kakšen projekt je šlo? To se zelo rado spominjam tega projekta, imenoval se je Za zidovi. V bistvu je šlo za eno zgodbo treh oseb znotraj hiše, vsak v svoji sobi, in vsak je predstavljal svojo, mogoče v tistem momentu, to, kar smo najbolj čutili, kar nas je najbolj zaznamovalo. Tomaž je predstavljal strah, Patricija samoto, jaz pa pogum. In potem smo vsak je predstavil svojo zgodbo na to tematiko in pa potem tudi prepletanje, ne, kaj pomeni, ko daš skupaj strah in samoto, kaj pomeni, ko daš strah in pogum skupaj. Kako se potem to prelivalo in res moram reči, da je bila ena taka prva, ampak res posebna, zelo čuteča predstava, ki še zdaj se rada spomnim na to. Veliko ljudi, ko gledajo plesne predstave, rečejo, ne razumem, ker je nekaj drugega. Mogoče smo bolj vajeni gledati, ne vem, latinsko-ameriške plese, hip-hop, muzikle, kaj takega. Ampak, naprimer, kako prikazati strah skozi ples? Na kakšen način se tega lotite? Jaz bi rekla, da tukaj govorimo o energiji, ki jo dodajaš v tistem momentu. Mogoče je zmotno to, da ljudje mislijo, kadar pridejo na neko predstavo, plesno, sodobno, da morajo absolutno razumeti to zgodbo. Tudi če jaz v tistem momentu predstavljam strah, samoto ali karkoli, to ni nujno, da ti to zaznaš.
to ne rabi biti tvoj strah, tvoje. Pomembno je, da ti nekaj začutiš, da tebi to nekaj da in ti imaš svojo zgodbo in potem boš na osnovi se odzval mogoče na te energije, ki jih vidiš na odru in jih doživel na svoj način in nekaj ti bo dalo. Ker kadar recimo gremo na koncert glasbeni, ne, ti ne razmišljaš zdaj, kako je nastala, kaj hoče sporočiti, pač ti se sam prepustiš. No, in tako tudi v primeru sodobnega plesa, jaz mislim, da se sam treba prepustiti tem občutkom, ki ti jih da recimo izvajalec na odru. Je pa tudi res to, da pač je to ena taka zvrst, ki jo moraš gledati v živo. Vsakič, če tako zvrst gledaš prek videa, televizije, poje sigurno enih 60-70% tiste energije, tako da to može biti dejansko v prostoru z izvajalcem, da dobiš to energijo tega ki performira, ne. Kaj pa čisto iz koreografskega vidika? Na kakšen način se lotite osnovanja take predstave? Ker tukaj ne govorimo o nekih dramskih delih, ki bi bila vnaprej napisana, ampak verjetno delate predvsem avtorske predstave, torej svoje lastne. Ja. Na začetku, ko smo se še učili in lovili, kako to narediti, smo mislili, da moramo imeti napisano. Tako da smo se res lotili projektno in z nekim scenarijem in zgodbo in tako dalje. In ja, okej, ne, so tudi vratale stvari, ampak nekako me je potem izkušnja izučila, da vsaj v mojem primeru, lahko vsak ima svoj način, ampak moj primer je pol ta bil, da sem se dejansko sam prepustila momentu in jaz dobim preblisk, se mi zdi tudi tako delajo pesniki, ne vem, glasbeniki, ko ustvarjajo. Tako ko sem jih poslušala, se mi zdi, da isto se meni zgodi, da mi pride pač skozi nek kanal, neko sporočilo in v tistem momentu to moram narediti. In velikokrat, v večini krat se je izkazalo kot za ta pravi način za kreiranje. Tako da, tako nekako potem tudi nastajajo koreografije, pač kombinacije in tako dalje, ki potem kasneje dobijo neko celoto, ki je premišljena, definitivno. Kot tematika pa sem pa na koncu spet skozi to izkušnjo ugotovila, da je kot neka malo terapevtska zadeva, da sem vedno šla skozi svoje življenje. V tistem danem momentu nekaj se mi je dogajalo in sem potem tematiko vezala na tisto situacijo, ne. Tako da vse, kar sem zadnja leta, predvsem zadnjih 10-15 let doživljala, je to potem prišlo skozi tudi predstavo. Pa to pomeni, da so predstave tudi nekje zapisane, ali si to vse zapomnite, gradite sproti, na kakšen način? Mislim, to so danes nam omogoča video, tako da se potem sproti snemamo in potem pogledamo in vidimo, kako to izgleda. Predvsem, kadar koreografiraš in plešeš hkrati, se ne vidiš, ne veš, kako izgleda, ne, tako da si pol s tem pomagam. Tako da ja, no, večinoma se mi zdi, da se s tem si tam zapišemo. Pol pa tudi, ko je zadeva narejena, enkrat, ko je predstava narejena, se jo vedno posname in je tam potem v arhivu in ostane. Odkot pa izvirajo ti koraki, gibi? Odkot v bistvu črpate? Tu ste vse plesalke oziroma plesalec je še vedno z vami? Ja, zdaj torej, no, bom vseeno rekla plesalke, ker vas je več. Odkot v bistvu črpate te gibe, te korake? Mogoče, če se vrnemo nazaj na sodobni ples, ne, sploh kot zvrst, je to ena taka zvrst, ki, to je moje osebno mnenje, jaz mislim, da zahteva, da vsak plesalec mora imeti neko bazo tehnike, ne, se pravi, fajn je, idealno bi bilo, da imaš tako neko podlago baleta, kot modernih zvrsti, raznoraznih, kar res jih je veliko. In pa tudi mogoče kaj zraven, tudi hip-hop, karkoli. Skratka, jaz mislim, da je nabor in vokabularij nekega znanja tehnike, ki potem ti je res v pomoč, kadar greš kreirati zvrst sodobnega plesa. Zakaj? Zaradi tega, ker pri sodobnem plesu je res, da je, mi rečemo, vse je dovoljeno, ni pravil. Se pravi, če pri baletu so točno definirane pozicije rok, nog, se pravi, nič ne sme iti mimo tega. Pri sodobnem plesu je ravno kontra, se pravi, bolj ko je drugačno, boljše je. Ampak vseeno, to ne pomeni, da brez tehnike, da je to enostavno. Se pravi, jaz mislim, da moraš imeti to podlago in to se pol pozna, je videti, kako padeš, kadar znaš pasti ali pa padeš pač, ker padeš, ne. Tako da vsi naši plesalci, ki so zdaj, so
take, ki imajo neko predznanje odprej, ki mogoče kot otroci so plesali, pa so nadaljevali, ali pa mogoče so prenehali, pa so se vrnili. Imamo pa tudi take, ki niso imeli predznanja, pa so vseeno z nami celo v predstavi in to je bil pa tudi en dokaz, da se tudi to da, ampak je ful pomembna volja. V takem primeru, kadar ima nekdo mogoče samo strast do plesa, ampak nima predznanja, se pa potem izkaže, koliko je vztrajen, koliko hodi na vaje, koliko želi se naučiti in so dokazali, da se tudi to da. Torej se lahko kdorkoli pridruži? Absolutno, ja. Ne glede tudi na starost, videla sem, da imate tudi posebno skupino za starejše. Poglejte mene. Ja, jaz to nisem ravno sveže mlada, tako da, ja. Kar se tiče starejše skupine, to je pa v bistvu sekcija, katera jo izvajamo v medgeneracijskem centru v Izoli. In v bistvu so to skupina seniorjev, kateri prihajajo pač tam na neke vrste rekreacijo. Tako da je to skupaj z direktorico smo se dogovorili, da ponudimo potem tudi na tako zadevo, ki smo sicer zapakirali v plesno jogo, sam na koncu zelo podobno pač delamo kot z nami na naših vajah in izjemen uspeh je bil. Tako res je videti, da se zabavajo in jim je lepo in ko me čakajo, da spet pridejo in tako da je prav lepo jih je videti. No. Kako potem torej vaš trening recimo izgleda? Se pravi, nujno je potrebno ogrevanje telesa, mišic, ker pač zna biti nevarno, da se lotimo takoj koreografirati brez tega. Pač pomembno so, da se okončine segrejejo, mišice, sklepi, da seveda so tudi vaje namenjene jačanju mišic in pa potem raztezanje. Tako da na koncu je fajn segrejemo in se raztegnemo, da bi potem lahko sploh šli v kreacijo, v razne kombinacije. Pa potem, koliko pa je, naprimer, če je neka osnova, recimo balet, koliko baleta je recimo v sodobnem plesu, ali so tukaj tudi, naprimer, ne vem, te osnovni koraki? Ja. Jaz zelo rada, kadar vodim treninge, umestim noter tudi par vaj iz baleta. Zaradi tega, ker balet ti da res držo, občutek za os, za dolžino, za linijo. Ne, tako da to so stvari, katere zelo pomagajo in je fajn, da to vzdržujemo. Ne. Tako da vse, kot sem rekla prej, se mi zdi, da moraš biti kompleten v smislu postavitve telesa, do ritma, eksplozivnosti skokov, prostorskih premikov, ne, pa tudi kontakta. Ste pa ponavadi bosi? Ja, za sodobne plesalce je značilno, da smo radi zelo free, tako da se tudi reče svobodni ples, ne? Tako da res čim manj oprijetih, pač ti klasični, tipični sodobnjaki so najraje v takih širokih oblačilih, ne v kakšnih dresih. In pa bosi, mislim, nogavicah, no, tako da to. Potem pa spet odvisno od če delaš neko posebno koreografijo, pa si zamisliš morda, da je, ne vem, da imaš kaj drugega obutega, se to da, smo delali tudi predstave v petah, tako da je to bila ena koreografija, ki pa je bila v bistvu kot ena koreografija znotraj predstave in tako je bilo kar zabavno tudi to probati. Kaj pa, ko imate otroke, imate tudi otroške delavnice, tudi oni se z veseljem sezujejo verjetno, kako pa njihove treninge prilagajate? Ja, pri otrokih je pa tako, da imamo eno skupinico, ki v bistvu je praktično spada k enemu zasebnemu varstvu. Ena gospa, ki ima svoje prav otroke v varstvu in je res tako fajn, da je že pred, mislim, da zdaj 6 leti, je zaznala, da otroci rabijo to izražanje telesno in da jim je treba to ponuditi v smislu, da se lahko na ta način res izrazijo, ne? Ker pač ne znajo mogoče še obesediti to, kar bi hoteli povedati in potem, kadar daš otroku možnost, da to izrazi telesno, se mi zdi za razvoj idealno. In ona je to prepoznala in nas je povabila zraven in mi smo res bili fascinirani sploh na to idejo in smo rekli absolutno ja, tako da se potem zdaj odzivamo, kot se neka že 6. leto. In jaz verjamem, da pač ja, da ples kot ples sam je
lahko rečemo terapevtski, ne? Ampak za razvoj otroka je pa še toliko bolj pomemben, sploh pa ta zvrst, ki ti omogoča, ki ti dopušča to, da ga ne omejuješ, ne? Ker spet, če se vrnemo na tiste druge zvrsti, balet, super, fajn, ampak pravila so pravila, ne? Se tega moraš držati. Ko pa mu daš, pleši, pač ja, mu daš usmeritve, neka navodila in tako dalje, ne? Da mora uprizoriti, neko ne uporablja domišljijo, ampak telesno, da ima to svobodo, je to tako krasna zadeva in to se trudimo, no, da združujemo še naprej. Pa ste sploh recimo zdaj po pandemiji, ko je bilo zaprtje, ljudje se nismo veliko dotikali, imeli mogoče probleme sploh pri otrocih, ker pri vas pa se dostikrat dotikate v kakšnih koreografijah? Mislite, da bi se otroci... Ja, da so se bali mogoče dotakniti drugega. Ne bi prav rekla, da smo opazili kakšne posebne spremembe na tem delu. Bolj mogoče, jaz bi rekla, da prvo kot prvo moraš imeti stik sam s sabo, s svojim telesom. Že tu se mi zdi, dostikrat imamo težave, ne. Jaz sem tu delala določene delavnice, kjer z pubertetnicami, recimo, ki punce pridejo v določeno situacijo, ki nimajo mogoče pravega odnosa do svojega telesa. In poskušamo potem preko plesa dobiti to, da se lahko dotakneš, da se vzljubiš, da ne. Pol pa v drugi fazi je po mojem še do druge osebe, do soplesalca v tem primeru ali pa komorkoli si v paru ali pa skupini v neki delavnici in potem spet se učiš tega dotika, ne, da ti postane to blizu. Mislim, da otroci nimajo teh težav, da nimajo te omejitev. Mogoče to pride kasneje, bolj ko odraščaš, si pol malo omejen, pa rečeš, mogoče to ne bi smel. Kako pa je s tem, na primer, plesom v paru? Veliko vidimo, so tudi kakšni dvigi, recimo, pridejo v poštev? Poskušamo. Poskušamo tudi na tem delati. Jaz imamo fanta zraven, tako da se poskušamo iti v te smeri. Mogoče ne dovolj, kot bi lahko. Se mi zdi, da ne dajemo toliko pozornosti tem padedojem, se reče, to so te dueti. Tako se prav vidi, da enim to leži, enim ne. Tako da pol, kadar imamo kakšne improvizacije, tako vidiš, da grejo v ta dotik, v neke skupinske improvizacije, kombinacije, ne. Potem pa nekateri pa vidiš, da jim ne paše, ne. Tako tudi malo vidiš pol karakterno nekdo, komu je to bliže, komu ne. Ampak mislim res, da je to ena taka lahko tudi vrsta, terapevtska vrsta za se sprostiti v tem kontekstu. Omenili ste že, da je padec tudi zelo pomemben element. Kako recimo se lotiti padanja na pravilen način? To je še vedno kontrola telesa. Se pravi, kadar padeš, tako kot tudi igralci, predvidevam, ne, na odru, ne samo plesalci morajo znati to. To je fizični teater, se temu reče. Tako da v tem primeru pri plesu definitivno lahko obstajajo načini, da padeš in da si absolutno ne narediš ničesar. Samo zaradi tega, ker znaš prenesti energijo, težo. Tako da lahko padeš in se v isti sekundi, ko si na tleh, že dvigneš in ni težko, kot mogoče zgleda navzven. Ali pa padeš in spet ne začutiš bolečine, ker samo znaš pravilno v tistem momentu stabilizirati mišice in kosti, ne. Ampak to je trening. To verjetno trenirate na blazinah? Ne. Kakšen podij pa rabite? Rabite prav plesni podij? Idealno je, da je plesni pod. Idealno bi bilo, recimo, kadar delaš skoke, to so prav plesni podij v profesionalnih dvoranah, kjer je pač ponavadi to ali les ali nolej, ampak od spodaj, da je zrak. Zaradi tega, da kadar skačeš, da potem lahko amortizirajo kolena, da ni skozi nabijanje na sklepe, ne. Na ta način pride lahko tudi do poškodb, če je beton. Profesionalne dvorane pa imajo pač prav take dvorane, ki pa imajo prav ta zrak vmes, ki pa pol amortizira skoke, ne. Koliko pa je poškodb kolena, kolki so menda pri plesalcih, ki redno trenirajo, ponavadi tiste prve na udaru? Mi zelo pazimo pri tem. Jaz sem zelo tudi tako skrbna, tako da namenoma ne izvajam tudi takih treningov, ki bi lahko povzročili
v nekem dolgoročno potem neke poškodbe, sploh pa pri otrocih se zelo bojim, da ne bi. Ponavadi, če so sigurno mogoče lahko kakšen križ, pa kolena, ja. Tako hrbet se mi zdi, da je najbolj, to sem opažala. Ima pa vsak svoje, ne, specifike, pol individualno, ne, tako da je različno. Mislim, težko je reči, pol, da je prav ena stvar, ki bi lahko trpela. Ali pri tem recimo pomaga, če je plesni podi? Na kakšnem recimo vi vadite? Naš pod je beton in linolej, tako da definitivno ni primeren. Kje pa vadite? V Izoli, v kulturnem domu. Ja, mislim, da bi si zaslužili eno dvorano, zdaj eno tako, ki bi bila mogoče malo bolj primerna prav za ples. Oder recimo je super, ker je lesen. To je, tam se lepo recimo dela take stvari, ne, da lahko pol res se zaženeš in greš v prostor in skočiš in torej ne vadite na odru? Ne, odra se poslužujemo mogoče kak mesec pred predstavo, kadar želimo potem se zadeve postaviti, da vidimo, kje so izhodi, ne. Drugače pa predtem se vadi v dvorani, plesni dvorani. Tako da oder pa potem ne moreš ga zasedati skozi, ne, ker so prireditve, tako da se pol moramo usklajevati, kdaj je prost. Saj kako pa je pravzaprav s prostori po slovenski Istri? V lanskem letu smo veliko poslušali o tem primanjkovanju prostorov v Ljubljani, tudi dva večja kolektiva, ravno plesna, so tudi vrgli ven iz njihovih prostorov in so ravno rekli, ja, tudi v Ljubljani ne moremo najti primernih prostorov, rabimo dovolj visoke strope, rabimo dovolj velike prostore. Kako je s tem v slovenski Istri? Jaz lahko pač povem za Izolo, glede na to, da smo tam že skozi. Jaz sem hvaležna za vse, kar imamo kot društvo, da sploh lahko vadimo. Je pa dejstvo, da v teh 40 letih je, pač če ga računam zdaj od svojega otroštva dalje, se ni veliko spremenilo, ne, in kljub temu, da se trudijo in vzdržujejo pač kar se da sproti, jaz mislim, da bi bila ura, da si na Obali zaslužimo en center, ki bi bil kulturni center z vsemi pač temi dvoranami, ki bi mogoče res bili sodobni, primerni temu času, ker če se ozremo mogoče nedaleč naokoli in Sežana, Tolmin, imajo krasne kulturne centre, gledališča, ne, pač mislim, da Obala bi si zaslužila kaj takega. V Izoli konkretno smo 3 plesne skupine, ki se delimo eno dvorano, ne. Ta dvorana je precej majhna in tako da verjamem, da bi verjetno tudi, hvala temu, bilo več, mogoče celo več skupin, več interesa za kreiranje. Vam je torej žal, da Istrskega kulturnega centra ne bo? Absolutno, ja, zelo. Mislim, jaz vsako leto, vsak mandat upam, da mogoče tokrat pa bo, ne, sem pač vidim, da smo še daleč od realizacije. Tako da delamo s tem, kar imamo in se pravi, se trudijo, vidim, da probajo vlagati, ampak tako imam pač še vedno to željo, da mogoče nekega dne bom pa le videla, da se bo kaj premakalo tudi na tem področju pri nas na Obali. Pa se kaj govori v smeri grajenja česa novega? Tako se govori, veliko se govori, sam realizacije, res je velik projekt in drag. Sredstvo se mi zdi, da v tem momentu jih ni, tako da razen, če se bo res združila pika skupaj, pa da mogoče res naredijo kaj skupaj. Ne vem, težko ocenjujem, kaj bo in kdaj bo, ne. Tako da zaenkrat po sodobnem plesu, če ne drugo, si lahko prilagodimo mogoče katerikoli situaciji, tako da kakšenkrat v poletnem času tudi na odprtem se kje dobimo, pa kje povadimo. No, ste tudi nastopali že zunaj? Ja, velikokrat. Kje, na primer? V sklopu Kinotoka, recimo, na Svetilniku, tukaj mislim, da na Jeffu, v Kopru. Na vrtu muzeja? Ja. Tako, radi se odzivamo tudi takim bolj alternativnim situacijam, ker res izpade tudi lepo, ko umestiš ples v zunanje okolje.
Ja, nedavno ste imeli tudi več umetniško, kako naj rečem, interumetniški dogodek, recimo ko se je pesniška zbirka Bele skale predstavljala, ste imeli tudi eno vašo plesalko tam, vsaj tako pravi vaš družbeni profil. Kje to že? Na Facebooku, v galeriji ali v knjižnici. Je bil glasbenik, predstavljalo se je zbirko, potem pa je bila tudi še plesalka zraven. Valentina, ja, je bila, ja. Ja, teh manjših priložnostnih nastopov je veliko. Ali so to razstave, otvoritve kakšnih razstav, ali so to spet mogoče otvoritev nečesa, ne vem, kakšne dvorane, spomenika, karkoli. Tako da, kamorkoli nas povabijo, se zovemo in pol takrat, ja, pač priredimo predstavo, koreografijo, ki dejansko je narejena za nek oder, potem se ga samo malo dodela in se potem umesti v ta prostor. Ampak, ja, kot se nekaj, pride zelo zanimive stvari. Enkrat smo celo v starem delu Izole, prav med ulicami, se spomnim, je bilo zelo zanimivo, tako mi moji doči so hodili okoli in pač smo imeli tam performance in pa ta reakcija njihova je tako zanimiva. Ste tudi vi kaj komunicirali z njimi ali ste bili povsem? Telesno, ne besedno, ampak ja, pač, mislim, ti imaš svoj performance, ki pač greš naprej po tem, kar je določeno, ne, in bolj vidiš kako se odzivajo ljudje. Tako da to so bolj take eksperimentalni nastopi, bom rekla. Kaj pa sicer se da tudi notri na odrih po slovenski Istri primerno nastopati? So dovolj veliki odri? Decembra ste recimo bili v gledališču Koper. Ne, Izoli, zdaj bomo v Kopru. Aha, zdaj boste v Kopru. Ja. Oziroma bili ste v Izoli, kako je bilo pa s to predstavo? Kot sem povedala prej, tukaj bolj kot prostor, tehnika. Ta predstava, ki smo jo imeli zdaj na zadnje, Frequency, je zelo, zelo tehnično zahtevna predstava, ker imamo res take vizualizacije, ki so enakovredne plesov, bi rekla. So tako zelo, zelo močne, ki jih je mimogrede delal Lukas Stepančič, in to smo res počaščeni, da smo lahko z njim sodelovali v tem projektu in on je naredil ne samo glasbo, ampak tudi te vizualizacije. In v tem primeru, ja, smo komaj to speljali. Tako da zdaj tukaj v Kopru, glede na to, da je gledališče, pač profesionalno gledališče, mislim, da bo še toliko bolj tehnično podprto in da bo predstava prišla še bolj do izraza, kot je bila v Izoli. Tako da mogoče tukaj pogrešam malo več tega sodobne tehnike, no, te podpore. Si kaj obetate od prenove Libertasa? Ja, to zna biti tudi zanimivo. To me prav zanima, kako bo. Tako da sicer je spet poseben prostor, ne, ampak se mi zdi, naše punce so že nastopale, ne, v Libertasu in res se je lepo obneslo, lepo se spoji ambient s to zvrstjo. Kaj pa ostale občine? Portorož, Ankaran, je tudi tam kak oder primeren za plesni nastop? Za sodobni ples bi prej rekla, da mogoče bi gledališče Tartini, da bi bil primeren. Auditorij tudi, ampak se mi zdi, da Tartini ima to dušo, ki bi res lepo pasal, taka naša predstava, ne. Vse menimo tudi z njimi, tako da zdaj bomo imeli ponovitev v Kopru in tretja ponovitev se obeta potem ravno v občini Piran. Pa sicer pogosto sodelujete tudi z VJ, torej z nekom, ki vam naredi vizualije, z lučkarji, imate svojo lastno glasbo? Ja, VJ je dejansko že mogoče pri tretji predstavi, pri Revoluciji, da smo začeli sodelovati z Miranom Jermanom. On je dejansko takrat prvi nam naredil prve videe in so res bili krasni. On je prav z dušo je delal te videe in takrat smo videli, kako je lepo, ne, kadar se potem res to multimedijsko še združi vizualizacija s plesom in
Potem pa zadnje, v času korone, je prav zaradi tega, kot ste omenjali prej, ko nismo mogli vaditi na odrih, smo rekli, kaj zdaj, nekaj moramo narediti in smo se odločili, da naredimo video. In takrat smo povabili zraven Lukasa. Snemalec je bil sicer Daniel Škrjanc, medtem ko Lukasa smo pa prosili za glasbo. No, in to je bil prvi projekt in ker je ta projekt bil res izjemno lepo sprejet, je potem celo Lukas sam rekel, ok, kaj pa zdaj naprej, ne? In so rekel, ok, ja, ti bi še sodeloval z nami in potem, ko smo se našli, da smo potem naredili naslednjo predstavo, ki je bila Era. Tako tam je nam naredil glasbo, medtem ko za to leto, zdaj ka minilo, pa smo delali Frequency z njim ponovno in to, kar je pa potem dodal poleg glasbe še vizualizacije. Tako da on je res umetnik vsestranski, on je samouk, on obvlada tako vsa glasbila, glasbo, elektronsko glasbo, vizualizacije, tako da ni in prav delati z njimi meni prav darilo. Pa to pomeni, da se vi prilagajate glasbi, se avtor glasbe prilagaja vam, vaši koreografiji, kako to poteka? Tako, kombinacija, recimo, jaz naredim eno koreografijo na neko glasbo, ki mogoče dobim nekje drugje, potem mu jo pokažem in on potem naredi svojo na ta način, kot sem si jo zamislila, to je ena verzija. Druga verzija je, da on ima že svojo glasbo, katero mi jo pol preda in jo priposlušam in potem delam na glasbo. Smo pa letos imeli tudi ta eksperiment, ki sicer ni še dokončan, to je bil samo en zametek, kjer smo rekli, kaj pa če bi naredili tako, da mi plešemo in sočasno s plesom nastaja glasba. In to je bil en projekt, sam je pa spet zahteval določeno tehniko, ki je sicer nismo uspeli še dobiti. In tako da smo za ta začasni moment smo pa tako naredili, da je nastajala vizualizacija na podlagi gibanja. To bo tudi videti na tej predstavi zdaj v Kopru, kjer se plesalka giba in na osnovi njenega giba je senzor, ki zaznava in za njo potem nastajajo vizualizacije, ki so fenomenalne res. In to je res zanimivo za videti. Ja, kar precej različnih form predstave. Koliko jih pa naredite takole na leto? Eno. Eno bo dovolj, ja, ker je kar zahtevno in nekako tudi tako, kadar imamo razpis, ko dobivamo sredstva, se potem zavežemo, da naredimo en tak projekt na leto. Ostalo pa so pač manjši nastopi, tako sem rekla, priložnostni nastopi. Ampak tak projekt velik, ker je celovečerna predstava, je pa v enem letu narediš, ja. Torej, ta predstava, ki je bila decembra v Izoli, bo zdaj v Kopru, torej predstava še od lani pravzaprav. Ja, tako je. Ta predstava je res bila ena od najboljših predstav do zdaj, je res zelo, zelo lepa. Skupaj, kot sem rekla, z vizualizacijami, z glasbo od Lukasa, plesalke, kostumi, vse funkcionira. Kakšna je pa tema? Frekvence in ravno nam je bilo žal, da bi to pol nastopili enkrat, tako da smo se odločili letos, da ponovimo čim večkrat, tako da se zdaj nadejamo oziroma bomo v Kopru, občini Piran, pol pa še Ljubljana pa Trst. Tako da to nam je cilj, da pokažemo čim večjim publike. Kaj pa Sežana, ki ima tako dobro dvorano? Tudi, sej smo odprti, zdaj zaenkrat smo si dali nek timeline, tudi težko je usklajevati vse z privat življenjem, tako da so to tudi neka odrekanja in tako da mi smo že super zadovoljni s tem, kar počnemo in kaj ustvarjamo in uspemo pol to pokazati. Je kdo od vas samo plesalec, se pravi, da ne dela še česa zraven? Ne, znotraj našega društva Erato so tudi taki, ki so štartili pri nas in so potem šli v profesionalne vode, recimo Tomaž Simatovič, on je od nas šel v Salzburg oziroma študiral v Rotterdamu in zdaj je v Salzburgu in tam je profesionalni tako plesalec, koreograf, pedagog, tako da on je živi za to.
Ingrid Radman je prav tako končala akademijo v Rotterdamu in pa pol bila v Milanu, zdaj sicer spet na obali, tako da tudi ona zdaj ogromno, zdaj je ravno začela lani z sodobnim plesom za otroke, tako da je super pridobito spet ponovno za Izolo, da se vrača mogoče to znanje, ne, ker nekdo gre v tujino, pridobi to znanje in pol da vrne in da vrača spet nazaj svoje skupnosti, tako da to je super. Tako da ja, je kar tudi nekaj takih, ki so potem šli v profesionalne vode, ampak te, ki smo trenutno, smo pa taki, ki pa imamo službe in vadimo. Pa bi rekli sicer torej, da je scena sodobnega plesa v slovenski Istri živa? Ja in ne. Mi se nekaj trudimo, ampak mislim, da bi se dalo še veliko več. Bi se dalo še več, da to ne zamre. Mogoče vzgajati res otroke v tem, imeti več delavnic, mogoče še kakšno plesno društvo, skupino, ki bi se ukvarjalo. Mogoče zdaj z povratkom Ingrid bo to sigurno vplivalo, ne, da se potem nove generacije spet najdejo v tem in da spet se najde nekdo tak, ki bo poskušal potem to vzdrževati še naprej. Jaz vsako leto nisem imela plana biti 20 let na tej sceni, tako ne vem sploh, kako se je to zgodilo, ampak očitno je nekaj, kar te pelje naprej in tako da jaz upam, no, da bo še kdo nadaljeval to. No, prej ste omenili, da je bilo veliko nekega dogajanja. Ste zdaj edini ali so tudi kje drugje, še naprimer recimo v Kopru, v Ankaranu? Ne, poleg nas je še vedno je plesni studio Laj, se pravi tam, kjer smo mi začeli, ampak kot sem rekla, so bolj fokusirani na tam mladino do konca srednje šole, ne. Potem je v Portorožu je Ardens, Siniša Bukinac pa potem je zdaj Moving Dance, to je pa Ingrid v Izoli. Koper, ne. Koper ne. Mislim, da Izola pa Piran zaenkrat imajo društva, ki se ukvarjajo s plesnim društvom. So druge skupine, ampak najbolj bi izpostavila njih, no, tako. Kako pa potem recimo z delavnicami? Morate vedno v Ljubljano ali ne, na Reko? Se tam kaj dogaja, v Trstu, v Puli mogoče? Ja, dobivamo kar nekaj teh ponudb tudi izven Slovenije. V Sloveniji še vedno je Ljubljana, Maribor. Takrat, ko smo mi začeli z plesnim kampusom v Izoli, je bilo super. Dokler imaš morda neko podporo strani občine, recimo, da ti lahko ki pomaga subvencionirati dvorano in tako dalje. Potem pa z menjavo so se pa stvari spremenile in pol nismo več uspeli. Potem pa smo že videli, da so rdeče številke in sam pa ne uspeš, ne. Tako da tle, če nimaš podpore strani občine, težko, ali pa nekih sponzorjev, ne, spet, to je služba, to ni enostavno. Torej plesnega kampusa ni in ga tudi letos ja, verjetno ne bo? 10 let je bil, ne, zdaj ga že ni nekaj časa, tako da se zdaj zaenkrat še vedno oziramo na Ljubljano in Maribor, če želimo na kakšne delavnice. Kot društvo ja, organiziramo kakšne take krajše, recimo 2-dnevne, 3-dnevne delavnice, ko povabimo ravno, kot sem prej omenjala, Tomaž ali pa Marija Slavec, ki je tudi bila v Izraelu pa v Nemčiji, tako da njo radi povabimo. Tako da si organiziramo pol sami zase, za svojo skupino, kakšne take delavnice, širše, ker takrat smo pa res, mislim, da smo šteli tam tudi do skoraj 300 udeležencev recimo na tem kampusu, kar je bilo super z celega sveta. In je obala Izola je živela s tem, je bilo prav lepo videti, pa smo tudi imeli produkcije na trgu in tako da super je bilo res, tako za turizem kot tudi za samo občino, ampak sami težko to peljemo naprej. Kam pa recimo potem plesalci, omenili ste Rotterdam, kam ponavadi zbežijo plesalci iz Slovenije? Sodobni ples definitivno Salzburg, SID, ali pa Rotterdam. Se mi zdi, da so te dve točki, kjer se najbolj
ozirajo. Zdaj ne vem, če je morda zadnje leta kaj novega, mogoče jaz kaj ne vem, ampak recimo takrat vem, da so te dve smeri šli, če so hoteli iti v profesionalno se izobraževati. Kaj pa recimo za plesalce? Vemo, da saj v baletu je Rusija ena od tistih velesil. Ali za sodobni ples tudi enako velja? Rusija? Ne, Ja. ne. Rusija je res zelo tipična. Tu se vidimo, ali gimnastika, ali balet, ima prav zaradi tega, ker to so pravila, huda pravila in tam imajo zelo ta režim, oster režim, kjer se pač zahteva od plesalca, izvajalca, da gre mogoče včasih tudi čez svoje sposobnosti. Sodobni ples absolutno je nekaj, kar mislim, da Slovenija je zelo močna. Če pogledamo tako na svetovnem zemljevidu, je Slovenija, Ljubljana zelo močna in ogromno lepih stvari se je dogajalo. Imeli smo res krasne skupine. Vem, da je še v času, ko je takrat, ne vem, če poznate Fred Lesser, poučeval v Ljubljani, imel skupino prav slovenski projekt, plesni projekt, ki so bili vsi najboljši plesalci Slovenije takrat. In potem so oni naprej učili in širili to znanje, ne. Tako da tisto je bil res en tak močen moment, ne. Pol pa itak PTL, v glavnem je en kup enih skupin v Ljubljani, ki gojijo to zvrst in se mi zdi, da na evropski ravni sigurno so med močnejšimi. Enknap Group je verjetno edina profesionalizirana skupina pri nas? Tudi, ali ja. poznamo še kakšno? Mogoče ja, na tem nivoju so oni edini, so pa posamezniki, kateri recimo spet so bili zunaj, pa se vračajo, pa potem imajo svoje ali delavnice, ali pa mogoče celo svoja društva ali zavode, ne vem kako. Vam je sicer dobro delovati kot društvo, to pomeni, da se lahko prijavljate na projekte, ste zato izbrali tak način organiziranja? Ne, zbrali smo, ker druge variante takrat ni bilo, se pravi, kot društvo si lahko pridobival neke subvencije, sredstva, ki pa na začetku so bila zelo nizka, pa to z leti s časoma raste, ne, tako da več let, ko imamo, več tudi potem sredstva pridobivaš, tako da zdaj šele recimo lahko rečem, da s tem, kar dobimo, lahko nekaj naredimo, ne. Na začetku se spomnim, da vse smo sami delali, sami smo iz zaves šivali kostume, mame so nam pekle, delale pogostitve. Tako smo se probali znajti, ne. Zdaj pa že, zdaj pa že imam lahko tudi sami potem kaj si privoščimo, no. Se prijavljate tudi na razpise Ministrstva za kulturo? Smo poskušali, parkrat, ma se ni nikoli obneslo. Tako da največ, kar lahko pridobimo, je to iz naslova, v primeru izolece KŠP-ja, se pravi Centra za kulturo in šport, prireditve, in pa JSKD-ja. JSKD, tako območni kot ta na republiški ravni, ki razpisuje vsako leto, potem tu vedno dobimo, tako da si z njimi pomagamo. Na nivoju Ministrstva za kulture pa ne. Sej, kako pa je to urejeno? Ste mogoče kaj seznanjeni s tem? Ves čas se govori, da bi se moral proračun Ministrstva za kulturo zvišati na 2% bruto domačega proizvoda. Hkrati se ta številka vedno bolj odmika, številke nekako ostajajo iste, inflacija pa narašča. Drži, ja. Kar se tiče številk, mislim, da ostajajo na istem nivoju že nekaj let, tako da to se ni kaj dosti spremenilo. Ja, bojim se naprej tudi, ne, kaj bo. No, vseeno pa v letošnjem letu praznujete svojo 20. obletnico. Ali jo boste obeležili s kakšnim posebnim dogodkom, mogoče praznovanjem? Ja, to sem pa kar nekaj časa razmišljala, kaj narediti. In na eni strani imamo Frequency predstavo, ki je res, kot sem rekla, je zelo dobra in bi bilo škoda jo zdaj zaključiti, tako da sem se odločila, da to leto še namenimo ponovitvam. Hkrati pa pol sem razmišljala, če zdaj naredimo neko predstavo, ki bo obeležje teh 20 let, bo spet ena zadeva, ki jo bomo morda ponovili 5-krat, 6-krat, ampak pol spet gre. Tako da sem prišla na idejo, da bi leto za 20. obletnico naredili video in film. Oziroma dva. Eden bi bil reportažni, kjer bi poskusila mogoče res pridobiti vse
če se le da, pač vse osebe, ki so v teh 20 letih bili pri nas in da morda povejo svoje anekdote in da probamo zlepiti skupaj to zgodbo teh 20 let. Drug film bi pa bil prav umetniški, plesno-umetniški film, ki bi prikazal to lepoto giba, telesa, sodobnega plesa v sožitju z okoljem, z Obalo, Izolo, v glavnem tu, kjer smo delali, zrasli, in tako da sem si to nekako zamislila na ta način, da bi pol nastal en film. Tako da to sem že predstavila in mojim v skupini in tudi širši ekipi, ki bi sodelovala, tako da vsi so navdušeni na idejo, ker se mi zdi, da potem bo to ostalo, da bo to nekaj, kar bo pol zavedno v tej vsaj 20. obletnici, pol, da imamo nekaj, kar se lahko pol vsakič ozremo nazaj in pogledamo, ok, to smo mi, to smo naredili do zdaj. Boste v filmu razkrili tudi, kaj pomeni vaše ime? To ni taka skrivnost, ker takrat smo iskali ime in Erato izhaja iz grške mitologije. To je ena od 9 muz, ki je bila muza za poezijo, ples in glasbo. In takrat se mi je zelo tako fajn in se je prijelo. Koliko pa sicer se pri vas menjavajo plesalci? Ali ta glavna skupina, v kateri tudi sami nastopate, ostaja približno ista? Ali plesalci odhajajo, ne vem, ko grejo študirati kam, ponavadi drugam? Ja, je določena fluktuacija. Ampak to je normalno, je življenje, so situacije, kot so eni grejo študirati, eni pač imajo službe take, eni rodijo, imajo otroke. Tako da vse so to neke situacije, katere so se dogajale v teh 20 letih. Se je tudi zgodilo, da sem ostala kdaj sama ali pa 2. In ne vem, nekako sem rekla, ok, pa bomo pač 2. In pa spet se je zgodilo, da so začele prihajati in se spet zgodila skupina 10 ljudi. Tako da nimam tega strahu, tudi če se kdaj kdo odloči, da gre stran. Jaz vedno rečem, vrata so odprta za priti, za kogarkoli, kot tudi za iti. Mi smo tu, delamo, vsaj jaz, kakor lahko. Jaz sem tudi vsem tem času, imam svojo službo, imam otroka. In tako da se trudim vzdrževati to. Ni lahko, je velikokrat res je odrekanje. Ampak za vse ostale pa jaz vedno rečem, da so vrata odprta. Torej vas lahko kontaktirajo, pridejo na trening, se tako začne? Ja, kot sem prej omenila, lani se je ravno zgodilo to, da je 2 punci sta se vključili zraven, brez znanja, samo z željo in vse ok. In sta 1 leto trdo garali obe, res nista spustili treningov, razen za kaj nujnega, ampak to rezultati čez 1 leto so bili vidni in sploh se niste zavedali, ker ti sam sebe tega ne vidiš. Potem jaz sem tako bolj strani, sem ji rekla, se zavedaš, koliko si napredovala, ne? In je rekla, sam res, ne? In tako da res si pol vidi take stvari, take rezultate, ampak res je bistveno, koliko si želiš, koliko vztrajaš, koliko delaš res na sebi, ne? Eno je želja, drugo je pa pol res se dati celega sebe not. In kolikokrat na teden imate treninge? 2 do 3. 2 do 3, potem pa pred predstavo pa zadnje 2-3 tedna pa potem skoraj vsak dan. 2 do 3, to se odločite sproti? Ne, fiksno imamo torek, četrtek, od 7 do 9, 7 in pol do 9, pol pa sobote so pa mogoče take, tam si vzamemo ponavadi daljše obdobje, po 3-4 ure, včasih zaradi tega, ker najraje kreiramo takrat. Tako da nimamo nekih časovnih stisk, da smo res sproščeni in potem takrat delamo kakšne delavnice in nastajajo pol materiali, katere pol uporabimo za predstavo. Tako da to smo videli, da na ta način se najbolj obnese, ne. Ker trening je pa fajn ga imeti, ne, da vzdržuješ kondicijo telo, medtem ko za kreiranje pa bolj, da imaš en prav moment, kjer rečeš, ok, zdaj pa bomo ustvarjali. Mimogrede, pri baletu so zelo, zelo natančni glede tega, kakšno postavo moraš imeti, kaj lahko ješ, česa ne. Je enako pri sodobnem plesu? Ne, sodobni, kot smo rekli prej, svobodni.
Vse je dovoljeno. Vse, majhen, velik, črn, bel, vse je ok. Pač tukaj res ni filtrov, ples je za vsakogar. To je, jaz mislim, da mnenje vsakega, ki se ukvarja s sodobnim plesom, in tudi dokazano je, da res vsak je sposoben, ki ima željo plesati in izražati tisto, kar čuti skozi ples. In poznamo ogromno takih plesalcev, ki so mogoče ne idealne forme, ampak so najboljši performerji. In če jih daste v zadnjo vrsto, recimo, da je 10 ljudi na odru in ga daste zadaj, ga boste njega gledali, ker pač izžareva, ima tisto karizmo, ima tisto nekaj več. Ne? In tako da to je res dokaz, da pač forma je mogoče samo neka estetska zadeva. Kam torej lahko in kdaj povabiva naše gledalce na naslednjo predstavo? Torej vabimo vas jih 23. marca, to je sobota, v gledališču Koper ob 20. uri. Tako. No, se vidimo. Lepa hvala, da ste si vzeli čas in prišli proslaviti 20. obletnico tudi v naš studio. Hvala vam za povabilo. Tako, slišali ste, če boste pozabili, jih lahko pofočkate tudi na Facebooku, kjer vas bojo zagotovo obvestili o prihajajoči predstavi, pa tudi še o kakšnih drugih aktivnostih. Se vidimo spet kmalu na Megafon TV, v primeru, da ste mogoče izpustili kakšen del pogovora, pa si ga lahko gledate tudi na našem YouTube kanalu z imenom Megafon TV, kjer si ga lahko gledate v celoti. Se vidimo kmalu, lepo se imejte.